Rad bi povedal, da mi s Slovenijo lepo sodelujemo na gospodarskem področju. Predlani naša blagovna menjava je dosegla skoraj 2 milijard ameriških dolarjev. Ja. Zdaj v bistvu se je trend nažalost obrnil, ampak to ni odvisno niti od Slovenije, niti od Rusije. To se dogaja zaradi predvsem padca cen nafte in v bistvu oslabitve tečaja rublja. Kar se tiče potencijala za nadaljni razvoj gospodarskega sodelovanja, jaz predvsem vidim lepe možnosti za to sodelovanje na energetskem področju, recimo pri izgradnji nekih energetskih objektov, predvsem hidroelektrarn, in ne samo v Rusiji ali v Sloveniji, ampak tudi na trgu tretjih držav. Mimogrede, mi smo podpisali lani v okviru obiska našega predsednika vlade gospoda Medvedjeva medvladni memorandum o gospodarskem sodelovanju na trgu tretjih držav. In upajmo, da bomo kmalu začeli uresničevati na praksi ta memorandum. Trenutno že teče konkretno delo in pripravljamo konkretne projekte skupaj s slovenskimi in ruskimi partnerji. Poleg energetskega področja tudi vidimo priložnosti za sodelovanje na področju IT tehnologij, kjer so slovenska podjetja imajo zelo zanimive tehnologije, know-how, jaz bi rekel, ja. In po drugi strani v Rusiji je povpraševanje po teh tehnologijah kar veliko, tudi recimo v javni upravi. In na tem področju računamo na skupne zanimive projekte. Poleg IT tehnologij jaz bi morda še omenil tudi turizem, ker zaradi znane situacije, v bistvu razmer, ki vladajo na Bližnjem vzhodu, naši državljani nažalost več ne morejo obiskovati varno Turčijo, recimo Egipta in tako naprej. In zdaj mi iščemo nove destinacije in jaz mislim, da bi lahko Slovenija postala res zelo zanimiva za ruske turiste, predvsem kar se tiče zdraviliškega turizma, vaših term, ki jih imate ogromno. In poleg tega, da je to zelo blizu Rusije, to je samo 2 ure pa pol leta z letalom, v bistvu Slovenija je zelo gostoljubna za ruske turiste, zelo privlačna z tega vidika, tukaj se počutimo res kot doma in to nam pove naše goste, ko se vračajo iz Slovenije domov. Priložnosti, ki jih jaz vidim v taki situaciji, so predvsem uvoz iz teh držav, ker se je tečaj rublja in tečaj drugih valut v teh državah podvojil v primerjavi z lanskoletnimi tečaji. Tako da se izplača zdaj uvažati iz teh držav. To je moje glavno sporočilo. Drugo je za tiste države, za tista podjetja, ki so dovolj močna, da bi lahko organizirala proizvodnjo, se izplača tudi razmisliti o prenosu proizvodnje v teh državah, ker je cena delovne sile v teh državah celo nižja kot na kitajski obali.